Imamo podcast, Maja Umek, bomo tudi tole snemali, še malo debate, pa potem naprej. Ok, ste pripravljeni? Ja? Evo ga, izvolite pa uživajte. Da se bo to dobro slišali. Evo, nova animacija. Všeč. Živijo, javljamo se vam iz Ananda holističnega centra, tokrat je z menoj gospa Maja Umek. Ja, Maja je dejansko bila na vseh delavnicah, seminarjih, hodi na individualne terapije, torej transpersonalno kvantno terapijo, obiskuje tudi program Šole za življenje Ananda, bila je z nami v Bosni na Ananda Retreatu, na dihalni delavnici, torej je izkusila praktično vse moje programe, delavnice, seminarje in Maja je nocoj z nami v Ananda holističnemu centru. Maja, pozdravljena, dobrodošla. Živijo. Kako si kaj? V redu. Odlično. Dobar, ja. Super. Danes tole snemamo na solsticiji, ne? In potem imamo še tale naš live prenos, ne? Torej ta obrat iz teme v svetlobo. Mogoče za začetek, kako se je začela tvoja pot, recimo, kaj te je poklicalo, da si prišla k meni? Ja, jaz sem v bistvu res bila na eni taki točki v svojem življenju, ker nisem več vedela, kako naprej. Nekako sem bila zgubljena, izgubila sem stik s sabo, res v takih težjih energijah sem bila in ja, sem ugotovila, da bo treba nekaj narediti, nek korak naprej. Tako da ja, potem sem pa glih en posnetek poslušala na YouTubeu, kjer si bil ti v bistvu kot gost in me je to tako prepričalo, sem res začutila. Tako da takrat sem te potem kontaktirala in pa se v bistvu ja, začela delati skupaj. Si začel ta tvoj proces transformacije. Ja, začel moj proces, ja, tako, ja. Odlično. Mogoče, kakšne so recimo bile te tvoje izkušnje z individualnim delom najprej? Kako si se v bistvu soočala z nekimi senčnimi vsebinami, vzorci, strahovi, čustvi, ne? Vsem, kar si nekako potlačila, ne? Vase tekom življenja ali pa še odprej, ne? Kar nosimo, ne? V bistvu, ko sem začela, si res nisem mislila, koliko je zares veliko teh stvari, nepotlačenih stvari, ki se jih v bistvu ne zavedamo, pa zelo vplivajo na naše življenje. Tako da ja, in potem s tabo, no, ko sva delala, sem res odkrivala marsikaj, ker se je skrivalo v meni in me je v bistvu precej oviralo. Tako da ja, na začetku je težko, zato ker so te energije tako težke, goste, vse je res veliko neke žalosti, jeze, tako intenzivna čustva so. Ampak potem s časom pa postaja malo bolj lahkotno, pač nekaj spucamo, nekako pol ni več topno težko in je lažji. Tako da ja, zato se res plača, pač odmetavati te stvari, ki nam ne služijo, to čebulo našo. Tako da ja, ker v bistvu se res pol skrivajo eni zakladi od spodaj. Tako. Torej ta darila, darila, ki so zadaj, za vsako preizkušnjo se skriva darilo, če ga le vidimo, začutimo, in je res dragoceno in pomembno, da gremo direktno skozi vso to temo, v svetlobo, in da lahko povežemo potem srce, da gremo v to možgansko srčno koherenco, da najdemo spet ta globi, pristni stik s seboj. V bistvu ja, spoznamo v resnici sebe, Ti imaš tudi recimo izkušnje z intenziva razsvetljenja, kjer si doživela globoko duhovno mistično izkušnjo, ali transpersonalno izkušnjo, lahko rečemo tisto, ki gre onkraj osebnosti, onkraj ega, nam lahko mogoče opišeš, kako je to izgledalo, kako se je to zgodilo. Sama izkušnja je bila res zelo lepa. Nekako dobiš res ta stik s sabo, ja. Se pravi, kdo oziroma kaj ti res si, vse ostalo odpade, vse, kar nisi. Vse neke iluzije, vsa čustva, vse neke izkušnje, ki jih imamo, pa odnosi, pa tako. In ja, res je, te spremeni na eni taki globoki, v eni taki globini, no, in res nisi več isti. Predvsem ti da nek mir potem v življenju, se mi zdi, pomirjenost, res je ta stik s sabo, z neko to ljubeznijo, ki jo imamo v sebi. In tako življenje res rata malo manj zakomplicirano,
lepše. Tako da ja, res, ta izkušnja je bila, sem res zelo hvaležna za njo, no, in ja, veliko mi je dala. To zlitje z izvorno energijo, ne, da si v bistvu eno, ne, da nisi nikoli bila ločena, ne, Ja. da je bila to samo iluzija, ne, našega mentala, uma, ega, ne. Ja. Ampak ja, je res ta mir, blaženost, resnica, svoboda, milina, harmonija, ne. Tako da v bistvu res milost, a ne, da lahko take globine dosegamo na teh pač svojih seminarjih, no, oziroma v šoli, kar res nekako nekateri celo življenje dejansko meditirajo, a ne, pa so nekje zaprti, pa jim mogoče rata potem na koncu, a ne, pa sploh ne, tako da mi pa res tekom enega seminarja. Tako, to je noro, ja, kakšna milost se to zgodi, a ne, Ja. da se res lahko tako vaše srce odprejo, ne, in da tudi preko recimo Ananda meditacij stanja enosti doživljate take močne izkušnje, mogoče še kaj od meditacij poveva, a ne. Ti jih tudi zelo globoko čutiš, a ne, vedno se te dotakne do solz, a ne. Ja, res, ja, jaz tako v zadnje čase kar nekako vedno se mi zdi pridem do teh solz ganjenosti in milosti, hvaležnosti. Tako da res so močne, res so nore te tvoje meditacije. Ja, da. Tako da se mi zdi, da res, a ne, pač preko meditacije podaš to neko najvišjo resnico, ki je, a ne, brez neke sam površine, ampak res, ja, nam podaš najviše, kar se mi zdi, da sploh obstaja in so res zelo, zelo močne, no. Jaz sem v bistvu s tvojimi meditacijami sem prvič dobila ta občutek, da sem res brezpogojno sprejeta, brezpogojno ljubljena in to se mi zdi, da je bil zame en tak prelom na moji poti, ki mi je potem omogočil pač, da sem začela sprejemati ljubezen do sebe in spreminjati odnos do sebe, si dajati pač več sočutja, ker tega prej res nisem imela. Tako da ja, mislim, meni te meditacije so mi res dale ogromno, no, v bistvu so me spremenile. Spremenile moje odnose, moje življenje, odprle moje srce, kar se mi zdi res ključno, a ne, kot tudi ti skozi poudarjaš, res to odprto srce, a ne, kako je pomembno. In ja, nekako preko tega srca zdaj prihajam nazaj do sebe, odkrivam sebe, kdo zares sem. Tako da ja, to pa je res najpredvsemivo, no. Hvala ti, ja. Ta globina, ne, dela na sebi, kako je pomembna, ne, da gremo čez proces ozaveščanja, soočanja, poglabljanja realnosti in seveda potem se zgodi napredek, preboj, a ne, ko človek seveda gre čez vse te faze razvoja, napredka, a ne, in v bistvu mogoče še to poveva, ne, kako je pomembno, ne, in individualno delo in potem skupine, ne, da gre za sinergistični učinek potem, a ne, in tisti, ki seveda ste predani, tako kot si ti, a ne, za kar seveda zelo cenim, spoštujem, takšne ljudi, ki se res celi predajo, grejo all in, kot rečemo, ne, kot bi Američani rekli, grejo celi noter, in tako imajo tudi potem seveda rezultate, a ne. Mogoče še ti z tvojega vidika poveš, a ne, kaj so ti dale skupine, seminarji in seveda šola za življenje Ananda, ne, ki sedaj aprila 2026 ponovno odpira svoja vrata za nove slušatelje, slušateljice, a ne, torej gre za izkustveno delo, kar 80% je prakse, samo 20% tiste nujno potrebne teorije, tako da res gremo v globino, delamo na podzavesti, na transformaciji vzorcev čustev, na aktivaciji tega polnega potenciala, torej to, kar mi v bistvu globoko v sebi smo, a ne, in seveda preko diha, recimo tudi ekstatični dih, ravno v petek smo imeli, a ne, ponovno eno tako izkušnjo z smehom, oziroma s temi drugimi procesi, ki smo imeli tudi to delavnico osvoboditev s pomočjo diha, vstop v novo zavest, če poveš od tukaj kakšno svojo izkušnjo. Za glede dihanja misliš? Recimo, ja. Pa potem ta sinergija, ne? Sinergija. 1 na 1 plus skupine. Ja, meni se zdi, da je res prav ta tvoj pristop, v bistvu kaj kombinacija skupin in dela 1 na 1, da je pač res zelo učinkovit, ker v bistvu skupine ti dajo neko to skupinsko dinamiko, skupinsko povezanost, ki je. V bistvu res nekako se počutiš, da nisi sam, tudi takrat, ko ti je mogoče najtežji, imaš neko sočutno podporo skupinsko. Nekako v skupini si nastavljamo ogledala, se učimo v bistvu drug od drugega, ne, skupaj rastemo tudi.
Tako da se mi zdi to zelo, zelo dragoceno. Jaz sem recimo imela skupine in na začetku velik izziv, no, ker sem vedno hotela vse sama, pa če sem vse sama zrihtala. Jaz vse itak sama zmorem, pa se nisem nikamor premaknila. Ampak zdaj pa vidim res kako je to res dragoceno, no, v bistvu ta podpora, ki jo dobiš res samo v skupini in res občutek, da nisi sam, da lahko z nekom podeliš tudi svoje te najglobje občutke, najglobje čustva. Ker si ranljiv, a ne? Ranljiva. Ja, to, da se res odpreš. Koliko je to močno v resnici? Ko smo ranljivi, to je v bistvu moč, a ne? Ne pa, da smo kao močni, pa si milijon zidov oklepov naredimo ko sebe, pa mislimo, koliko smo močni, ne? V življenju pa v resnici to ni prava moč, ne? To je samo maska, ki jo igramo lahko navzven, dokler si ne priznamo, da smo tudi da jezni, razočarani, žalostni, prizadeti, ranjeni, kakorkoli že, ne? In je to lepo, ne? Ja, res. Tako, da se res lahko odpreš in pač v tej skupini veš, da je varno se odpreti, da ne boš sojen, da imaš to sočutno podporo, res, a ne, in zato je to lažje, da se pač lahko odpreš, ker mogoče v tem svetu zunanjem pač dostikrat nimamo te priložnosti, da bi lahko se varno odprli, no, tako. Je žal svet, ki pač bolj na mentalnem nivoju deluje še vedno, ne, pač na nivoju uma, a ne, in teh vzorcev in vseh blokad in vsega, kar je, a ne, in večina ljudi pač, ki še ni spucala svoje sence, svojih vzorcev strahov, a ne, pač deluje, operira v nivoju mentala, ne. In seveda, ko pa začneš poglabljati, ne, lupi to čebulo, mi rečemo plast za plastone, pa prehajaš vedno v globi stik s sabo, ne, in vzpostaviš to koherenco med možgani, umom in srcem, a ne, in v bistvu spoznavaš sebe in v bistvu lahko bi rekli, aktiviraš ta svoj polni potencial, a ne. Kako se je recimo tebi ta proces začel, kako se je odvijal in kako si potem prišla v globi stik s sabo, bova rekla? Ja, se mi zdi, da jaz, ko sem prišla k tebi, no, sem bila res zelo zaprta in pač moje srce je bilo zares zaprto. Tako da nisem sploh občutila, ne, niti sebe, ne več, no. Ne, kaj zares čutim. Bila že praktično na robu izgorelosti? Ja. Na robu izgorelosti, ja, tako. In če bi šlo pač tako naprej, res verjetno ne bi bilo dobro za mene. Tako da, ja, ne, iz tega se je začelo in pa res počas, z delom 1 na 1, z delom na seminarjih se je to počas luščalo, plastjo za plastjo in se mi zdi, da je to res tako pomembno, da te plasti olupimo in da potem tudi te srčike naše, do tega srca lahko pridemo in da ga pa lahko odpremo, ker ja, ta balast se mi zdi, ker smo ga nabrali tekom življenja, pač enostavno nam onemogoča, ne, da bi mi res lahko odprli srce in dostopali do sebe, do tega, kar smo. Tako da ja, tako pač korak za korakom je bil, ja, in ni bilo zmeraj enostavno, a ne, res, sem tudi jaz dostikrat bila. Pridejo upori, ne, Pridejo upori, ja. Mentalne se upre, kaj bom pa zdaj jaz, ne. Ja. Zdaj pa mene več ne posluša, ne, zdaj pa sam še srce, kaj pa zdaj to, ne. Pa groza, ne, bom pa kar umrl, ja, me ne bo več in kaj se bo pa zgodilo, vse bo drugače, ja. Ampak ja, to so faze, ne, čez katere moramo iti, te temne noči duše rečemo, ne, ko enostavno pač je treba iti čez to temo, senco, vse, kar smo pač se poistovetili, ne, in spet naredi to deidentifikacijo, se rečemo, ne, se odistovetiti od teh energij, od teh iluzij uma, a ne, vseh vzorcev čustev, ki so pripadajoči temu, a ne, za obljub mogoče, ki jih nosimo še odprej, a ne. Predniki, karmični vplivi, vemo, ne, kolektivno nezavedno, ne, veliko je teh vplivov na nas kot čisto zavest in je res pomembno, da v globino gremo, se predamo, zaupamo v procesu. Včas, ko nehamo recimo verjeti vase, tudi zaupamo, da terapevt, a ne, verjame v nas in je to tudi nam da moč, pogum takrat, da zmoremo lažje iti čez to, ne. Ja, res, ta tvoja podpora je res neprecenljiva, no. Jaz verjamem, da ne bi zmogla brez tega, ker je res v bistvu ta tvoja energija, ki nam jo daš, ta vera, ko vidiš v nas ta popolni potencial, tudi ko ga mi sami ne, pač vidiš, da kaj mi v bistvu v sebi smo in verjameš v nas in ja, pač mene je to zelo močno, pač vedno znova dvignila in me peljala naprej, da sem zmogla. Pač to takrat, kaj je bilo težko, tako da res, pač tvoja brezpogojna ljubezen in sočutje, ja, pa če sem ravno
pri delu s tabo, v bistvu prvič res to začutila in ja, je v bistvu to dal neko moč, da sem lahko naredila pač določene stvari in ja. Da si lahko šla naprej. Sem lahko šla naprej, ja. In v globi stik s sabo, da si se spomnila v bistvu, kdo si, ker v bistvu že vse imamo v sebi, ampak dokler smo mi potlačeni, pod enim kupom enih blokad, vzorcev, čustev, v bistvu je težko, in ja, tako, kot si rekla, vse sem hotela sama, doslediti tako misel, da bo se sam, ja, pa ni tako easy, ni tako enostavno, kajti dejansko mi smo bili ranjeni v odnosu, starši že najprej, gotovo vsi, partnerstvo, tukaj smo bili ranjeni, veliko krat, in v bistvu, če smo bili ranjeni v odnosu, se lahko zacelimo v resnici samo v odnosu, in to je v bistvu tista ena taka dodatna moč, en odnos, ki je ljubeč, ki je sočuten, kar naj bi bil, nek tak zdrav odnos terapeut-klienta, se v takem odnosu ti lahko zaceliš in pozdravaš v resnici najgloblje rane in travme, To mogoče, sem začutil še danes, da predava ljudem, Ja. Kako si mogoče ti začutila ta proces, ta stik na nivoju zavesti, ki je recimo v terapiji prisoten? Ja, res kot neko to brezpogojno sprejemanje, brezpogojno ljubezen. Pač, ka lahko samo si, ka si že točno takšen, ka si. In kako je to nekaj čist novega bilo zame in verjetno za marsikoga, ker res nismo navajeni tega, da bi nas kdorkoli, kadarkoli res brezpogojno sprejel, pa imel rad. In to, da sem jaz začutila, da sem v redu, točno tako, kot sem, pa tudi, če sem imela najbolj grozen dan, pa tudi, če imam še ne vem, koliko stvari za spucati, ampak sem že v redu in da karkoli čutim je v redu. Vse lahko povem, lahko izrazim, je v redu, je sprejeto, ni obsojeno. In to mislim, da je najbolj res največ vredno, najbolj pomaga. Da lahko v bistvu sprejmeš te svoje senčne dele sebe, da jih lahko res objameš z ljubeznijo in s tem jim odvzameš moč. In lahko odpadejo postopno. In ostane samo še ta čista luč, esenca, zavesti, čiste zavesti, kar v resnici mi smo globoko v sebi. Ja, končno ta pravi občutek sebe. Jaz vem, da sem toliko časa lovila nekak te energije, ker sem kar čutila, da so nekje v meni, ampak ni šlo, In mogla res nekako od zunaj biti vse prav, ampak tako takih trenutkov je bilo res malo, tako pa res, ka pa lahko to čutiš, mogoče potem že dlje časa, pa je res lahko skozi tabo, ne glede na to, kaj se zunaj dogaja, je pa res to res zelo veliko vredno, in pač res veliko doda. Si potem zdaj kdaj pomislim, več to je tako življenje, kaj ga je vredno živeti. Ja, ker sem se ga vedno želela. Ta globi stik s sabo in da res začutiš sebe in da potem živiš to v odnosih, da daš to ven. To je to. Odlično. Mogoče še komu bi priporočila recimo individualno delo na sebi in pa seveda tudi šola za življenje Ananda seminarje recimo in zakaj? Jaz bi delo tole na seminarjih, ali pa 1 na 1 priporočila kar vsem, začutila, da so se morda zaciklali nekje, da so morda izgubili stik s sabo, ki čutijo, da bi bilo dobro nekaj narediti, pa ne vejo kaj. Tako da je to, mislim, da kar prava pot, če začutijo in se je vredno se odločati za sebe, imeti ta pogum in narediti nekaj za sebe. Se mi zdi, da je to ena izmed res najbolj pomembnih odločitev, ki jih lahko sprejmemo, da se odločimo zase in zato, da bomo pač za sebe nekaj naredili. Tako, in se damo v center svojega življenja, ne bom rekel na prvo mesto, ampak v center svojega življenja, iz ljubezni se čutijo do sebe. Ker če ne bomo to mi naredili, ne bo to noben namesto nas naredil, to je dejstvo. Tako da je v bistvu to ključno, in se vemo, na avionu, če se približuje nesreča, najprej moraš dati sebi masko, če ne boš tudi ti umrl, ne boš mogel otroka rešiti. Tako da najprej pomagajte sebi, opolnomočite se in potem boste lahko darilo tudi za druge in boste lahko doprinašali drugim.
In tudi recimo ta naša misija Ananda holističnega centra, da izšolamo, izobrazimo, številne seveda zelo predane in pa tiste, ki so naredili globinsko delo na sebi, terapeuta, za transpersonal quantum therapy, da res lahko v bistvu širšemu krogu ljudi pomagamo. Jaz pač več kot toliko jih ne morem na dan podelati, če pa jaz šolam 20, 30, 50, 100 terapeutov. Pa če recimo ti terapeuti potem delajo naprej vsak v svojem kraju, pa lahko pomagamo masama, in lahko množici v bistvu pomagamo. In dejansko so te terapije močne, globinske, seveda niso za vsakega, pač so primerne za tistega, ki se res odloči, ki je res predan, ki res ima pogum, iskrenost do sebe, da pogleda resnici v oči. A za take so pa seveda potem te terapije zelo, zelo močne, zdravilne in dejansko prinašajo spremembe v življenju. Torej pozitivne spremembe, da res človek gre v globino, da vztraja v procesu in takrat se zgodijo potem preboji, smo rekli, kvantni preboj na nivoju zavesti, in takrat šele lahko v bistvu ti zaživiš svoj polni pristni potencial. Ja, tako je. Šele, ko priješ v stik s sabo, res, prej se mi zdi, da nemogoče, dokler imaš vse te stvari, ki v bistvu niso tvoje in si jih tako po notranju, vse te neke zavore in težka čustva, takrat res ne moreš tako živeti. Tako. Kaj bi si želel, mogoče? Tako. Mogoče še ena zaključna misel, karkoli se ti še otrne, ki bi želela predati za zaključek. Jaz bi res samo rada rekla, da zares vsak, ki je začutil tale pogovor, ki je začutil, da mogoče bi želel nekaj narediti zase, na sebi, da se res odločno, mogoče kdaj res ni najlažje, pa imamo dostikrat pač v glavi tudi milijon enih stvari, zakaj ne, pa ni časa, pa ni denarja, pa tako, ampak pač res se splača, tako da za vse, ki imate neko željo, ki začutite, je res vredno narediti te globoke spremembe, pač globoke korake k sebi in potem spremembe je vredno. Odlično. Hvala ti, Maja, iz srca. Hvala tebi za povabilo. Hvala za vse, seveda vse dobro na tvoji nadaljni poti in tako. Hvala ti. Gremo naprej, Gremo. Res hvala za vas support, za vse, kar nam v bistvu daš, koliko nam pripomoreš, tako da res hvaležna. Tudi jaz za take res krasne duše, ki slišite srcem in seveda delate korake spremembe v življenju. Seveda rečem, to je moja največja nagrada, največje darilo so vaši napredki, vaši uspehi in s tem tudi osmišlja vse skupaj moje delovanje in dejansko tudi meni kdaj, ko je težko, pa sem kdaj utrujen, tudi meni potem to da spet voljo, navdih, motivacijo, da je vredno se truditi za vsako dušo, ki pride po pomoč, tako da hvala ti. Hvala ti, res se zelo to čuti, ta tvoja predanost in to, da nas čutiš tako zelo in nam res daješ svoj maksimum, tako da res hvaležna. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste nas spremljali v tem podcastu Prebojeno srce Slovenije. Tako da se vidimo kdaj drugič ob drugi priložnosti. Uživajte življenje, radi se imejte in življenje je potem lepše. Hvala vam, ker ste. Bravo. Bravo. No, evo. Občutki po snemanju. Takole. Malo lučke dal tam, ne? Ja. Mar bi tam ne samo vnese dosti. No. Premiera. Uspešno zaključena. Ja. Bi kdo kaj podelil, kakšne občutke, kaj so nekaj, kaj živega, mogoče zdaj v vas?
bi lahko vse povedala. Na vsa vprašanja odgovorila. Super. Maja, mogoče, kako se ti? Fajn je bilo. Je, ne? Ja. Ful dobro, Meni je ne? težko me je gledati samo sebe. Ja, ne. tudi meni je bilo na začetku, ko sem začel na vdaje, verjem. Nisem mogel vse napake, sem videl, ko sem v kamero gledal in tret. Ja, Ampak seveda. pa sem spustil, malej. Ja. Ja. No, ne, ampak v redu, ful dobro. Res je tudi zmontiran. A ne? Tako posnet, ja. Se mi zdi, da sva bila ful fajn, no. Ja, Ja, mislim ti tako, ampak jaz pa, ja. ja tudi ti. Tudi ti, kot da bi že 10 oddaj posnela. Ja, a ne? Čist noter. Ja. Pogovor je bil, mi smo Ja. izklopila kamere, Ja, mi se smo to. se pogovarjali. Ne? Jaz sem rekel, Ja, ti res. sam bo v srcu, ti sam kar začutiš, to povej. In tako je bilo. Ja, nisem se niti nič pripravljala. Ja, ne. ja, To je bilo saj. res, ja, tako Ja, spontano. nobenih priprav, nič, lej, spontano bo. Ja. Tako. Ja. Res iz srca, ne, da priče. Mm. Ja, da začutijo ljudje, kaj sploh mi delamo. Ne? In to je lažje v pogovoru, kot da sam jaz nekaj trobam tam, pa govorim. Ne? Je fajn, da je ta interakcija, da je pogovor. Ne? In s tem lahko veliko naredimo za ta svet in veliko damo naprej. a Ne? Še kdo, ki je živga? Ja, fotogenična je. Jaz nimam takega. Ja. Ja, mali. Hvala. Ja, nič, kar dajte se aktivirati, kar dejan drži tako varen prostor. Ja. Ne, ne Maja, se imaš ti to tako izkušnjo. Ja. Kar teče, ne? Ma ja, Ne, če vprašanje. Sam vprašaš stik. na RTV, pa nekaj tam se pripravljaš, pa te pol mede. Ja. Lepo, no. Ja, tudi ko imava midva, ne, ona sam reče, ti me samo vprašaj, pa Ja, karkoli bo mi prišlo. pa se nič ne pripravljava. Ja. Na online jaz Ja. samo Samo posluša prej. in potem samo glasno izkušnjo podam. Nič, čim se ti pripravljava. Ja, pač jaz že imam špuro, kaj bom dal, ne, ampak ja, pol pa- Predaja in strokovno. In, a ne. pa se ti navežeš, pa začutiš, kaj je mogoče, kaj si izresonirala. Ne. Ja. To, Se mi zdi, da to ljudje res slišijo. No. pa začutijo, ja. Da pridite še na kakšen stol. Ja, nekaj še vroči stol. Ja. Ja, res. Super, ja. Še kakšna misel. To je tako čudovito. Jaz bi te kar poslušal, še enkrat, že enkrat. Vedno se Vse bo, že bomo kmalu dali javno, pa boš lahko To mi je pa... boš lahko boostal oglede. A ne, no. Prav srce Boža. Ja. Mi je prav polepšil današnji dan tole. Sem bil prav. Hvala ti, res. Ti imaš pa dol same darove. Ja, včeraj si se fajn predihal, pa Itak se to zasluga, plačam. lej, njegova je. Ja, lepo. Srečko, Srečkovič. No, ja, super, ja. Kar pa Robert Bosov. Kar pa Robert Bosov. Ja, ful mi je bilo lepo te gledati, tako domače. Ja, kako bi še rekla, kar tekati je, tako čisto spontano, naravno. Ja, no meni je bilo lepo, ker te poznam, ker, a veš, smo skupili zdaj potem tako res je lepo gledati te, no. Tako da ja, definitivno, da ima kamera rada. tako da- Ja, Hvala za podporo, ja. Itak mi je bilo težko se pač spraviti. Ne. V bistvu na obdobje, ko sem čutila, da je prav, pač da grem in da podelim pač to neko svojo zgodbo. Kaj vem, kako sem jaz rabila to, a ne, takrat, ko na začetku, ko sem bila
pač v stiski, pa to jim je ful pomena. Vsaka stvar, ki si jo objavil, koga ima pač izjava, posnetek, mislim, to prav srka. Ja, to je največ, ne, kar človek pove, ne, iz sebe. To je največ. Se mi zdi, da je prav, da pač podelimo svoje izkušnje naprej, pa za koga, ki mu bo to prišlo prav. Ja, to je ta doprinos, kar rečem, da vsak od vas lahko da in doprinos in to je to. Ja, da greste iz to nadobje, da se izpostavite, če kdaj težko, da date kakšen zapis, neki, ne. Da je to pol res dragoceno, no. In itak, ko daš tudi spet, dobiš nova darila in je lepo, ne. Ja. Vedno zarasteš, ne? Ja, po vsaki taki izkušnji pa je tako, ko gremo prek sebe. Tako, ja. Tako, ja. Super. Še enkrat sem užival, ja, ko sem gledal spet. Res lepo, ja. Ja. Super, ja. Še kdo bi podelil? Se je čutila ta pristnost posleda, taka ti si. Tu se mi začutila pristna, da si brez kančka sramu povedala, čez kaj si šla. Povedala si, da tudi ni vedno lahko. To se mi zdi zelo korektno povedala. Samo za pogumne. Samo za pogumne. Se bo nekdo potem s tem soočil, da bo vedel. Ja. Se ne imenuje za stojni del. Ja, res. Super, ja. Hvala. Še kdo? Ja, tudi sem tako domače, čisto tako, da si se soočala. Hvala, ti si tako prav. Parkrat sem se v zjokala, sploh v misli, da bi pač to res delal vsak nekaj in da se ne dvigne, pač šle To je to. prolil. To mene skozi mrazika. To je lepo in hvala ti. Pač, ja, poznam te. Bila si pristna, bila si taka, ki si. Mogoče sem to bolj navdušena, zato ker pač šle, tukaj dihamo skupaj. Hvala ti. Je še res. Tudi krasna stavla. Hvala. Še kdo? Nema. Zelo lepo, se mi zdi, da res se začutim pristno, iskreno. Res lepo. Ja, dve srci, ki ste pogovarjata, pač o izkušnji. Res lepo tekla energija. Upam, da čim več ljudi to začutijo. Ja, tudi jaz. Naj se razširi. Kaj zdaj sam Maja hvali? Dajmo še Dejana pohvaliti. Ti si voditelj, vi kratko. Ja, seveda, moraš držati prostor, moraš vprašanja postaviti vse, ampak ja, dejansko. Že velike kilometrine tudi le. Dobro poznam. Ja, saj ne. Vsaka stvar, kar delamo, večkrat postanemo dobri v tem in to je to, kar vam polagam na srce. Da delate vse te vaje, prakse, da ponavljate doma meditacije, da delate te seanse. Eni, da že malo bolj se aktivirate še, da boste imeli te kilometrine, potem več izkušenj, več vsega tega. Tako da in potem ratate mojstri s časom. Vsaki stvari, ki jo pač počnemo. To je v bistvu tisti ključ. Da karkoli delaš dobro, po najboljših močeh. Nobene išče popolnosti, to smo že razčistili, ne rabimo biti popolni, rabimo biti pa resnični, pristni. Kaj? Ja, s plombami. Važen, da drži, saj približena. Jutri vam padla.
Ja, resničnost. Ranljivost je moč, ne, kot smo rekli, in to je tisti ključ za preboj, ne. Okej, še kaj tazga tako, no? A vas še kaj za izpit zanima, kaj tazga tako? A je še kaj tle, mogoče imamo zadnjih pol urce, recimo? Obstaja še drugi rok? Ta izpit v bistvu ne bo tako hard, no? Tako da bo bolj pogovor, a ne? Tako da ne se bat, a ne? Fora je, da bomo tudi veliko, a ne? Ker se bomo pogovarjali o teh vsebinah, a ne? Ker boste pač 3 listke boste vlekli, a ne? Vsi. V bistvu bo pogovorno, a ne? Ja, fajn je, da nekaj znate, a ne? Da vidim, da ste saj prebrali približno, ne? Toliko, da vam je približno jasen, a ne? Ne bo pa zdaj neki, ne bom vas metal, ne bo to, ne, tisto, na koncu bo malo bolj zahtevano, ne, tisto, ampak zdaj bo pa glih tako, da malo ponovimo, a ne, da poglobimo, da vsem pokaže tudi neko spoštovanje do tega programa, a ne, do vsebin, do vsega, kar smo pač, a ne, dajali čez. Predvsem me pa zanima v bistvu tista izkustven del, a ne, torej ja, neke teorije, potem pa mogoče vaše izkušnje, a ne, kako pa vi to doživljate, da poveste s svojimi besedami skozi nekih uvide seansa, ne, tako, v tem smislu, a ne. Ne, da bi se nekaj zdaj pifljali na pamet, a ne, pa tako, ampak tako, da, ne, da začutite tisto vsebino in da potem pač s svojimi besedami poveste, a ne. To je v bistvu ključ, a ne. To je vprašanje Tista, ki so do zdaj, ja, aktivna, tista, ki so gor, ja. Recimo, meni se zdi eno vprašanje tako res smiselno, ne? Ja. Za naše delovanje kot terapevta. Ja. Recimo, ne razumem pa vprašanja, naštej 5 kognitivnih procesov, k čemu to služi? Ja, fajn je, da veš, a ne, spominjanje, ne, da imaš v bistvu to, tako, ja. Kognitivna psihologija je to, ne, veš, da razumeš procese v možganih, delovanje vzorcev, delovanja, veš, čustev, nevromrežja, ne, kako to deluje, ne, to so imeli tudi prejšnja generacija malo težav, ne, ki ima bolj znanstveno ta kognitivni pristop, a ne. No, če kdo kaj ne ve, lahko tudi napišete, a ne, mi na mail, pa bomo dali še kakšno dodatno razlago ali pa kakorkoli, no. Tako da predvsem praktično. Kjere pa recimo mogoče? Ja, kognitivno mi nismo delali. Ja, nekaj je že na osnovnem med seminarju, ne, ta kognitivna psihologija, nekaj je tam napisana, ne, pa mogoče tam malo poglejte še. Zdaj smo spet na teh mastrih, smo malo bolj razdelali tudi to, no. Tako da fajn je priti na kakšen obnovitveni seminar, a ne. Tako da zdaj imate 3, to je čisto na novo narejen, a ne, modul se je prej mail par leto, si lahko pogledate, a ne, ko integriramo vse te izkušnje, združujemo se, povezujemo tudi malo te komunikacije, kar smo imeli ta vikend, a ne, tako da imamo eno integracijo, a ne, vseh znanj, izkušenj, a ne, in potem prizemljujemo to v realnost, v življenje, v izkušnje, a ne. Ker dosti ljudi doživi uvid, a ne, doživi pač neke izkušnje, ne zna pa bolj tega živeti v praksi, a ne, in to je pa glih fora integracije, prizemljitve v real life, v situacije, ne. To je to, ponedeljek zjutraj, ne, služba, šef kliče, kaj pa zdaj, ne, nekaj tazga, ne. To so te pač odzivi, izzivi, ne. Tako da to, no. Še kaj tazga. Tisti vikend imamo sami spit, ali kaj imamo? Ne, v bistvu bomo imeli spet tematika, ne, pa supervizije, v soboto malo še priprave, v nedeljo bomo imeli pa en del pač, tako da malo odgovorimo na vprašanja, pa izpita, ne. Zdajle sem hotel, še sam bi bilo preveč časa, ta koherenca srce, pa v bistvu ta dvig kundalinija, to bom naslednjič razložil, zdajle bi spet bili do 8, pol 8, sem rekel, brez veze. Kaj pa za bolj naprej tematike, nek si umetno napisal? To bom pa še napisal, ja, to bom pa še napisal. Mene glede te gnostike zanima, kaj se stavlja. Ja, v bistvu gnostike ne bo veliko, je pa to v bistvu en del moje esence, a ne. Torej, to so te Kristusovi zapisi, a ne, to so v bistvu ta bolj skrivna duhovna znanja, a ne. Čutim, da en del tega bi rad predal, a ne bo pa zdaj to 3 seminarje. To bo en seminar, mogoče en dan, glih toliko, da slišite, da pač vam predam, potem pa vsak tisto, kar bo začutil, a ne. Glavnina bo pa potem psihiatrične motnje, psihodinamika v ozadju, a ne. Potem tudi terapija s kavzalnega nivoja, torej terapija z teh višjih stanj zavesti,
Vključili bomo tudi telo, malo to nevrosomatiko, kar smo že danes, malček pa včeraj nakazali, tako da gremo v ta senzoriko, telo, vagus, živčni sistem, v to smer. Pa če imate kakšne predloge, lahko mod napišete, pa bom vključil še noter. Če bi vas še kaj posebej zanimali, gremo še bolj konkretno. Tako da sem rekel, da tudi to. Da mogoče nam je zelo všeč tudi delo, predvsem praktično diada. Ja. Kaj smo še imeli? Diade, torej, da to. Ja. S telesom, da malo Okej. še to iz telesa spraviti ven stvari. Okay. Tukaj mene zanima, recimo, ko mi delamo imunne vzorce, se pravi, to je več nivojev. En ta energetski, ko jih potegnemo tukaj prvi, drugi nivo, tako gre Ja, v glave. tako prvi nivo je tukaj, drugi je iz epifize, tretji je v bistvu energija okoli glave, četrti je pa iz srčne čakre ven. Se pravi, tukaj potegneš iz srčne čakre, potegneš Kolektivne zapise, kolektivne nezavednega. zapise tega življenja. Itak je pa vse povezano. Je tudi povezano z karmičnim nazadjem. Vse je to povezano, veš. Vse tukaj je. Ja. Karma in kolektivno nezavedno je itak prepleteno. Kaj pa potem tista energija oziroma tisto, kar se naloži na naše kosti, fascije. To je pa tehnika z zvokom, torej da čistiš in greš prav iz fizičnega organa z zvokom, se veš, daš namero, in si majhen, v srcu in greš in čutiš žalost v srcu in jo izpoješ iz fizičnega organa. To razumem. To je zapis. Ampak kako pa jaz lahko to kot terapevt naredim? Recimo, ker vidiš, da ste še kakšne zakrčitve dobesedno na fizičnem telesu, pa jih s tem nivojem nisi odstranil, še ostane. Torej, pri klientu hočeš povedati. Ja, pri klientu. Načeloma bi lahko ga naučila to vajo, to tehniko, pa če jim poveš in da to potem delajo doma. To je lahko kot neka domača naloga. Lahko mu daš tudi, da občuti to bolečino, da jo sprejema doma, da mogoče dela stoli tudi doma, v tem smislu. Torej, da gre v tisto zakrčitev, da jo začuti, da jo prediha, da ji pošlje ljubezen, tako kot mi delamo v meditacijah. Recimo, tako, to je v bistvu vse povezano, v končni fazi je vse dosti podobno. Sam zdaj iz katerega nivoja prideš, ali stle ven, ali stle, eni pol s to fizično, pa s telesa, blokado, pač imaš jaco, imaš masaže, takšne drugačne. Zdaj ne moramo spet vsega zmešati, teh pristopov terapevtskih vemo, da je 1 milijon. Tako da vsak bo pač nekega svojega nivoja, ampak v končni fazi cilj je pa potem isti. Kaj pa če delaš z višjega nivoja, Ja. lahko takrat greš direkt na fizis, lahko na ta način. Kako misliš to? Recimo, povabiš bitja, Ja, pridejo, ja. in oni pomagajo. Recimo, Ja. jaz sem naredila na ta način, da Jezus polaga roke in se čuti energija. A lahko pa daš direkt na tisti del, kjer so te močne zakrčitve. In da pomaga spraviti to energijo. Lahko, ja. Z biti si lahko tudi pomagate, saj na seansi dostikrat sami pridejo, kakšni nadangeli, Jezus pride, tudi pri meni skozi, torej pomagajo, že avtomatsko, lahko jih pa še z višjega subtilnega nivoja pokličeš, seveda prej preveriš, ime in tako naprej, in definitivno zelo pripomorejo pri procesih. Tudi v meditacijah pač mojih sodelujejo, tako da pomagajo, da gremo globje česa. Spravi lahko ti zakrčitve tudi na ta Tako, način. tako. Da ni treba samo, da stiskaš na akupunkturne točke. Ne. V bistvu je več načinov, kako ti eno stvar lahko razrešiš. Eni delajo samo ta rewriting, pa s tem, okay, zdaj pa vizualiziraj pozitivno. Zame je to premalo, za moj vidik. Saj lahko kakšne stvari že zrihtaš, pozdravaš, nič ne rečem, ampak moj pristop je v zavesti, sooči se s tem, poglobi zavedanje, potem pa sprejmi in spusti. In pomagaš si z višjimi nivoji, pomagaš si seveda z percepcijo, spremembo vzorcev, pomagaš si z meditacijami, ko daš ljudem recimo meditacije, da delajo doma, dihalne tehnike jih lahko učite, torej dih, vse te dihe, ki smo delali, pa še kakšne bomo, tako da malo morje enih pristopov. Tako da uporabiš tisto, kar človek zresonira, kar mu je mogoče najbližje. To se pravi, razumem, je to najboljše, kar se tiče te terapije, ki ti nas učiš, da to skupaj
Ja, v bistvu to je integracija. Ja, ne, pa se ni fora, da boš vse pa takoj, a ne. A veš, vse je odvisno, koliko je človek odprt, pa koliko globoko bo šel, a ne. Mogoče na začetku boš delal, a ne, neke osnovne te odnose, pa to čisto, a ne, potem boš šel globje, potem boš, a ne. Vsaka seansa je drugačna, vsaka oseba je drugačna, veš, intuitivno itak vodiš, a ne, in usmerja vsakega posameznika, ne, da gre potem v proces, ne, koliko pač čutiš, da je zanj najboljša, ne. Itak vedno delaš iz sebe. Ja, itak, ne. In imaš ta stik na nivoju zavesti in potem itak si voden, ne. Kaj je tisto, kar je prava pot za to dušo, za to osebo, ne. Prosim. Ok. Še kaj tazga? Sem najdla zdaj ta dokument, da smo se pogovarjali, Mhm. vsebine bi si želeli. Pogovarjali smo se, da bi mogoče si želeli malo bolj podrobno razlagati teh prvih stanj zavesti, da smo jih pomenili, da se nam zdijo pomembno, da bi malo bolj jih razčlenili, Ok. če je to možno. Ok. Pol smo se pogovarjali, da nas zanimala tudi holistična diagnostika, to Ja, smo se dotaknili, lahko še, ja. pa da je nekako vidno, da je pomembno, da znamo do človeka v ta del smer. Pol psihopatologijo, da bi tudi kakšne konkretne primere mogoče, a ne, da bi se znali malo bolj predstavljati. Holistično zdravljenje se to je Ja, isto. to se povezava, ja. Pa ja, to, kar že rekla, diagnostika ni za čisto. Ja. Smo čisto najbolj resonirali s tem. To dosti ljudi jim še ni tako blizu, a ne, ker je, ja. Ker ni z umom. Ja, ni tle uma, ne, tle moraš začutiti, a ne. Se pravim, to bo en del, a ne. Enega seminarja, to ne bo zdaj 3 seminarje. Pač kdor bo začutil, bo zresoniral Bog, kdor ne, pač nič narobe, a ne. Je vse okej, a ne. Tako da ne se bati od tega preveč. To, pol smo rekli, da pač te meditacije so nam fajn. Ja. Tudi delo, jada, se mi zdi, da nam res to prinaša, ker pač, Ja. a ne, sprobavamo malo vadimo in tako naprej, hkrati pa pač seveda sebe. Pol smo rekli, da bi sharing omejili, da No. res nakrati, da to ne vlečemo Ja, preveč. tako. To smo že naredili, se pravi bolj to kurnik, da smo res točni No. mi in vsi, Ja, tako. se kar držimo. Ja, boljše, ja. To pa pač teorijo malo, da poglobimo v določenih Ja. situacijah, da malo vse Ja, rabiš še to hrano, ja. Tu pa še kakšno tehniko, da bi sprobali za vodenje seans, ne samo stoli. Smo se kar na te stole navadili, da bi mogoče še kaj drugega, no, kar bi lahko uporabili, da pač seanse se spele. Okay. Pol smo imeli pa eno idejo, kako bi to bilo, da bi imeli 6 srečanj v živo. Zdaj pač samo naša ideja, Okej. boš ti povedal, kako. Pa se pravi na 2 meseca 6 srečanj, vmes pa da bi imeli online supervizijo. Pač da bi se pa, a veš, da bi po teorijo v bistvu tukaj, kar imamo te vsebine in tako naprej, da kar se pa tiče pač dela s klienti, supervizije, pogovor, da bi pa mogoče, ne vem, en dan na vikend pa online, čisto kot da je dan pa vikend. Ja, to moram zdaj pol res malo razmisliti. Lahko, če želiš, Ja, ti to jutri daj pošljem, pošalj, ja. da boš imel na papirju, Tako. pa pač mi smo malo brainstormirali, Ja, da ja. smo nekako prišli do tega, da nam niti ne moš priti nasproti, če mi čez točen, jaz se ne vemo, kaj smo hočeli. Ja, Tako itak. da smo imeli ta zim, da smo si mi skristalizirali Mhm. ideje, kaj bi si sploh želeli, bolj pa seveda, ne, ti si bolje, da boš videl, Ja, kaj se ja. sploh da, pa Ja, pa kaj se da v kje nam resnici, lahko ne. prideš nasproti. Tiste snovi je kar precej, ne, tako da bo malo 6 seminarjev, ne, ne. tudi za 9 bom zaglih po moje prišel čez, no, tako da to se ne upam, no, a ne. Mislim pa ni toliko bistvene razlike, zdaj 3 gor, 3 dol, ne, če smo jih že toliko naredili, tle zdaj ne bo, a ne. Bom pa razmislil pol o kakšnih teh variantah, nekih konzultacij, a ne. Zdajle sem sicer časovno bil zelo kar zaseden, no, ampak da bi bila neka varianta, ne, da je nek stik z mano, a ne, tudi še Ja, glede terapije. glede terapij, no, v nekem smislu, ne, ali da se to uvede nek dan, a ne, ali pa nek razpored, pa nek Zoom, pa ne vem.
da je neka ta varianta, no, da se lahko še sproti predebatira, kakšne kejse, tako no, v tem smislu. Mogoče kakšne take stvari, Ja. da ne zgubljamo časa, v bistvu Tako. takole, a ne, Tako. da pač tisto, ki ga zanima, kam vprašanje se Mm. zaključi in se te stvari. Ali pa neka manjša skupina, recimo, da bi se pol dobila, pa bi rekli, lahko se tudi tam v Črnučah dobimo, ne, 4-5 ljudi, a ne, za supervizijo, recimo, pa da pol istočasno podelamo, recimo urco pa pol, se dobimo, hitro predebatiramo in recimo, ne, v tem Tukaj se smislu. nismo bili čisto enotni, eni bi šli bolj v terapevtsko delo, Mm. drugi bi šli bolj še v delo na sebi. Ja, to pa vedno, ne. Ja. Pač skupina ima vedno različno dinamiko, ne, različne želje, različne. Tako da ti jaz stojim, Super, da imaš en super, copy, ja. pa vidiš, kje nam lahko priješ. Super, ja. Super, ja. Hvala, ja. Odlično. No, evo, še kaj takega. Jaz bi mogoče samo vprašala, Ja. ali bo to Gabra ne bo več, ali da kaj rezamo vanga, ali pustimo, tako mi je Ja. mogoče, ne vem, lahko je čisto moja, ampak to mi je ena vrata, da sem zdaj ga več ne bo. Ja. Mi manjka nek zaključek ali nekaj. Ja, tudi meni manjka, no, meni je napisal, no, da je zdaj čisto on fajn, a ne, da je pač on zdaj super in fajn, a ne, je pa v resnici pač malo zbežal, no, čisto med nami, a ne, več kot toliko ne bom govoril, a ne, ker ga pač ni zraven, ampak sem toliko, a ne. Pač nek se je zataknil v en proces svoj in zdaj mu je tam fajn in on je rekel, da ne bi več, a ne. Sva imela, tudi sem ga pol povabil, a ne. V petek sva imela potem proces, sem rekel, lej, pač vseeno mi je pomembno, da prideš, da se pogovoriva v živo, a ne. In pa sva naredila še en proces, no. Pa je že mogoče razmišljal, da bi vsem prišel, vsaj še ta 2 seminarja, pa da bi, a ne, ta izpit pač toliko, da imate 2 leti pod streho, ampak zaenkrat mi je pol, sem ga še včeraj mesečno poslal, no, kako pa si. Super sem na sončku s prijateljem in ja, da se je zaenkrat odločil, da ne bi več. Tako da lahko pa ne pokličete, če kdo začuti, a ne, če bi še kakšen pogovor z njim imeli, a ne. Mislim, da je vseeno fajn, a ne, da se ga še kot vi kot skupina, ker vendarle ne, smo skupaj šli čez procese. Pač to je zdaj trenutna njegova realnost, a ne. Jaz sem sprejel, rekel, lej, hvala ti za vse, a ne, pač spoštujem tvojo odločitev. Mi ni vseeno, a ne, ker si mi dragocen, ker si, ne, pomemben in smo si veliko dali, ampak ja, tako zdaj čutim. Tako. To. Ja. Boste začutili, a ne? Ja, pa se. Manjka, a ne? Ja. Ja, vsakega ni manjka, ne? Ja, če ne bomo šli vsi naprej, a ne? Bi se mi zdelo, vsaj jaz mogoče to rabim, da imamo nek zaključek. Ja, sej jaz sem hotel, da pride zdaj, da... Sindikalni izlet ali nekaj, Ja. ne. Da nekako, ne vem, damo neko piko na i tem našim druženjem, no, mogoče bolj izven tega prostora, za en dan, ali popoldan, ali pa večerjo, ali pa vem, da se smišljuje. Ja, ne. Tako da, a ne, da nazdravimo pa rečemo, ful smo dobro naredili, ful smo dobro speljali, zmenili smo se kot duše in ratem nam je, a ne. Tako. Ja, slavljenje življenja, zelo pomembno. Slavljenje življenja, točno to. Ja, ja. A ne glede na to, kam gre kdo, tek moš vsak svoj pot slej naprej. Ja, sej, življenje nas pelje. Ja, to stičišče je bilo meni tako dragoceno. Jaz brez vsega ne bi bila danes to, kar sem. Ja, to. 2 leti Ta hvaležnost. Ja, vsak seminar, čez cel torek, to, kar je bilo na začetku bedno priti sem. Pa sem gledala, kako vse ni v redu, da bi lahko zbežala. Ja. Tako, to, da res tako sledimo hvaležnosti. Torej, po izpitu se zmenimo en dan aprila. Ste za? Pa pol vidimo, kje smo, pa kako smo, a ne. Torej imamo 11.12. Ne vem, načeloma lahko 18. To je sobota, tak lep datum.
Pa se zmenimo, ne vem, a gremo na Prešerca, pa tam na Zmajeve črte, Barbie končno. Na No, pa gremo en giro po Ljubljani, ne vem, eno večerja, imamo avtentični proces. Pojemo, skandiramo, plešemo. Ali pa petek, ne, petek imamo mi live, sobota je 18. Petek imamo live, ko smo že pri liveu, a si poslala ta link? Boš. No, pošljemo vsem link prve delavnice Prehod kot nagrada, kot bonus, tako da imate tudi za doma meditacijo, Barbie bo poslala link, tako da dobite eno darilo še. Ja, bodo linki leteli. Ja. Jaz sem že večkrat omenil, da imam še enkrat presenečenje, da ne grem naprej. Tako da vsi veste, jaz ne grem naprej. Naslednji vikend tudi ne bo. Ima velika želja, da ne grem. Izpit, ja. Ja, ker nočem vse biti pod stresom. Sem to prvošil, ker mislim, da si zaslužim. To, da se to prvošil ne manjkam. Tudi željo se ne bi nekaj poslavljal, kaj pol pejemo še vedno tukaj in še vedno daj prišel kam na obisk. Ne bomo da zapičili, se bomo. So ražim poslavljamo. Ja, sej, so malo žalostni slovesi. Če bo žilba, pa če bom vedel, grem se vrnem. No. Dajmo, ja, ajde. 18. A damo ob 18. 18, 99. Nine is divine. Bolj boš pa povezan. A ti v vikendci? Kjer uro pa? Dajmo 18. ob 18. Torej bom napisal Slavljenje življenja, šola Ananda. Če pa lahko najdemo še kakšnega linka, pa bi lahko bil Rubec. Ja, se vem. Ja. Takrat pa zdaj ne vem, kaj bo za naslednjo generacijo, takrat bo že malo luno prazniki. Edino, če bi pol maja, ne vem. Kaj pa, če se zmenimo soboto po šoli, tle 9. maja mogoče, pa gremo potem, pa tisti večer še ene 2 urce, gremo nekam ven, pa zažuramo. Res? Kje pa boš? Ja, to bo zelo težko. Kaj pa nedelja? Nedelja pomeni 10. Čakaj, en dan ali en dan vas ne bo? Ja, nedeljo imamo mi obhajilo. Sej bom videl, jaz imam rezerviran še za 4. generacijo, sej ne vem, če bom zdaj štartal, verjetno bom jesen, imam tudi 16. 17. maj rezerviran, tako da če bi me bolj ustrezal ta datum, lahko eventualno zdaj še prestavimo. Torej, da ni 9. 10. ampak da je 16. 17. Ne bomo najdli. Bo težka, ja. A damo kar pač 18. pa pač kdor bo. 18. april, sobota. Vsi razen Roberta. Ok, mogoče pa Gaber prišel, no, bomo videli. Dajmo za enkrat 18. če pa kaj drugače bomo pa sprota, prav. Torej, 18. april ob 18. Se bom še mogoče mail poslal ali pa se previdimo. Slavljenje življenja. Ja, lahko, če imate kakšno idejo za restauracijo, kakšno v redu, pa se lahko rezervira že prej. Maha. No, tudi luštno, ampak mogoče ni toliko za slavljenje, bolj majhen. Dajmo Barbie na Prešerca pelati. Ja, se tam lahko gremo malo. Ja, pa en giro pa može, ne.
ali pa Tista veganska je tam, kjera. tam na Zgornjem trgu. Aha, ona. Veganika, sam veganika, lahko malo prostora. Misliš pa je, jaz se vse razumem. Ja, drugače, ja. Ok. Se zmenimo boš poklicala, če imajo za, ne vem, 12 ljudi, 13. Se lahko razumem. Ja, se. Ok, to je pol to, a ne? Če ste na temo, a ne, pač posamezno tem sem že izrazila, potem, ko sem šla danes na kosilo, sem že izrazila, pa bom zdaj še vsem skupaj. Jaz pač imam veliko željo, da bi nadaljevala, ampak res gledam na to, da bi šla stran, zdaj pa kaj bo pa življenje obrniti, ne vem. Tako da, kot sem rekla, a ne, vsak mesec sproti. Bova sproti, ja. Bi želela nadaljevati, če pa bom z vami do konca, pa ne vem. Ja, zaupajva, da bo dano. Super, ja. Ampak v takem, ko sem ne zmorem nekaj, še delim spremembe na sebi, res zmorem, tako da. Zdaj si veliko naredila, tako da super. Hvala, da ste. Vse naslednji, če pride. Bom zmeren, ampak tako je, tisti grenek preokus, da ne bi bilo zdravo. Kolikor ne občem, mislim, da nisem. Ampak ja. Zaupajmo, podpora, moč in bomo zrihtali. Hvala. Ok, pa še zaključni krog, a ne? Takole. Ključni krog. A če lahko stolček vsak, prosim, samo zame. Gremo še zaključni krog. Moment in tam. Evo, zaključujemo še zaključni krog. Evo, pridimo še v krogec. Leva gor, desna dol. Sem ostala brez sliha, da bom stoli. Ja, enkrat bomo znali. Še generacija tudi do konca se novi. Izobraževanje vprašanje, 2 pa bo šlo. Ja, 3 plus 2 bo pa šlo, ja. Magisterija, ne že. Pa doktorat. Skoraj bi mogli. Enkrat se bomo že navadili. Jaz nikoli ne vem to. Življenje ni lahka šola, a ne?
šola življenja je. A veš, da je bil doktorat lažje narediti? A ne da. Ti se lažje naučiš. Ampak zmoremo, skupaj zmoremo. Martin je takrat rekla, ne, to ni taka šola, to bomo malo plesali. Kako sem te pogubila? To si me lažje, če. Poj pa rekla, jaz sem že kar dost, ne? Pleme že imam. Poj pa srce reklo, da. Tukaj pa res, kako me je klicala v Piran, ne? Piranič. Jaz v pižami sem nekaj na ulico dol. Ona tam razlaga, jaz v Piranu. Ko reče, se bom klicala, jaz se sem videla. A ne je to lepo? Nekaj vsaj čutimo to hvaležnost, a ne, se bo še ena pesem, ja. Kdor začuti še kakšno besedo, misel, da da v eter od celotnega vikenda, karkoli začuti, je zdaj čas. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. Oh, precious plomba pa to, ne? Iskreni, avtentični, vedno bolj avtentični, ne? Vedno bolj svobodni, vedno bolj povezani, nenavezani. Se ladja nada v svet, z novo energijo, z novo resnico, z novo svobodo, da plujemo pogumno, samozavestno, tudi na razburkanem morju, na oceanu božanskosti naprej. Da začutimo to moč v sebi, ki je od zmeraj in zavedno aktivirana v naših srcih.
nikoli več ne pozabimo. Zavedno se spomnimo. Zdaj pojemo vsi. How sweet the sound that set the rest like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Bravo, bravo, bravo. Vsem. Hvala Barbi, hvala vsem za svojo kreacijo, pa za ustvarjanje te lepe energije. Res poneste to v svet, zalivajte to, delajte doma vsak dan. En korak, vsak dan nekaj naredimo v to smer, tako da res rad vas imam. Če več sončke, on gre na to tam povedala. Pa ti povej naslednjič. Evo, konec enega seminarja Šole za življenje Ananda. Uživajte, pa se vidimo naslednjič. Pa. Čau, čau.